smo resnično fokusirani in absorbirani znotraj nečesa, enostavno lahko dobimo svoj uvid, drugačen uvid, ki lahko razreši težavo, zaradi katere ste prišli. V bistvu 99% ljudi, ki pride za določenim problemom, nikoli ni to problem. Ampak jaz pravim, da enostavno, če hočeš resnico, moraš biti resničen, moraš vse v na mizo. Vse za voljo resnice. Aleks Marinkovič, Ja. tudi eden izmed predavateljev v šoli za bioterapevta Neli Rep. Ja. Tam imaš en zanimiv predmet oziroma predavaš osnove hipnoterapije. V bistvu klinične hipnoterapije. Klinične hipnoterapije. Po dr. Miltonu Eriksonu. Veliko ljudi še vedno misli, da je to neko, če rečem temu tako, neko delo, ki je zelo, zelo strašno, a ne? In pomeni, da v bistvu ni dobro posegati v podzavest, ni dobro to in da ima v bistvu hipnoterapevt kontrolo nad tabo. Tukaj se jaz s tem ne strinjam. Ker tukaj enostavno pomeni, da vi imate direktno kontrolo nad vsem dogajanjem. In kaj pomeni v bistvu hipnoterapija za mene, je to v bistvu kot vsakodnevni trans. Pomeni, da če berete dobro knjigo, pomeni, da če gledate dober film, enostavno, ko padete not, ne slišite nič okrog sebe, lahko vas kliče mama, oče ali partner ali pa nekdo, ampak enostavno vi ste v filmu, ampak slišite nekaj se v zadnji dogaja, ampak vi ste toliko centrirani v to, pa če berete knjigo ali pa nekaj izkušnja. To je hipnoza. To je v bistvu trans. To je v bistvu vsakodnevna izkušnja. Zdaj v bistvu prehajamo iz enega transa v drug trans, pomeni, da vsaka misel, vsaka naša beseda enostavno je definicija transa. Če vas vprašam v nekem trenutku, naprimer, kako je bilo na morju, in mi nekdo začne razlagati v resnici in se enostavno identificira, se začne počutiti rado, srečo, ful je bilo dobro, to je šel v trans, ki se je takrat dogajal, pomeni, da je šel v svoj spomin, enostavno je padel v trans tega pozitivnega občutka. Pomeni v bistvu fokus in absorpcija. In ko smo resnično fokusirani in absorbirani znotraj nečesa, enostavno lahko dobimo svoj uvid, drugačen uvid, ki lahko razreši težavo, zaradi katere ste prišli. V bistvu izpraševanje. Izpraševanje se najde v bistvu najmočnejše orodje, karkoli verim doma. Jaz vedno pravim, da jaz ne moram vedeti, kaj se je s klientom dogajalo in kaj se je dogajalo v njegovi preteklosti, dokler ga ne vprašam. In v bistvu moje vprašalnice so skrivene tako, da v bistvu nekako izzovejo trans. A me razumete? Tukaj sem še enkrat povedal, da v bistvu 99% ljudi, ki pride za določenim problemom, nikoli ni to problem. Nikoli ni bil, vedno je bilo nekaj v ozadju drugega. Če rečem temu tako, pride zaradi problema s svojo ženo, v določenem trenutku, ker enostavno se veliko jezi, veliko ga nervira in tako naprej. In potem, ko začnemo z raziskovanjem, z izpraševanjem, enostavno potem kar od enkrat prav, bum, kaj se pa zdaj mama pojavila? Rekel, kaj misliš s tem? Povem večkrat o tem. In ne vem, ker občutam zdaj neko jezo, pa nikoli nisem jezen na svojo mamo. A me razumete, mi povem, da se v bistvu nek vzorc, nek pattern se odkrije s tem izpraševanjem. In ko se to odpravi na nek način, tudi potem ta posledična jeza, katera je bila do svoje žene, enostavno odpade. Kar pomeni, on se je že trudil odpravljati jezo na vse možne načine, pa afirmacije, pa ono, pa tretje, pa nikakor ni mogel, ker v bistvu enostavno je vedno skrito nekaj globljega. In dokler to ne pride na površino, ne moramo vedeti, kaj je, ker v bistvu to je, nekako se reče temu, podzavest nekako ščiti. In v bistvu noče več nekako ko zabremze in v bistvu raj skreira jezo, če rečem temu tako, na zavestni ravni, samo da bi te zaščitil pod narekovaji pred določenimi dogodki, ki so se pojavili iz preteklosti. Ja, to se pravi, jaz itak ne moram vedeti v bistvu, kaj bo izvalo proti določeni osebi. Če je namenjeno, da ostane, jaz ne bom mogel to izvati, enostavno ga bo ščitil pred tem. Pomeni, da bo hotel okolišati, ne bo hotel povedati, ne hotel biti v stik s tem, ker še v bistvu sam ni prepričan. Če pravim temu pod narekovaji, podzavest ga nekako ščiti pred to neko določeno izkušnjo, katera se je zgodila, da se ne bi ponovila.
In včasih niti ni potrebno sploh vedeti, kaj je. Zato, ker pravim enostavno, ne, gre se samo za neko travmatično izkušnjo, neko bolečo izkušnjo. In niti ni potrebno, da vem, lahko samo enostavno je tudi njegova skrivnost, ampak ko gremo skozi situacijo enostavno, potem samo mene zanima, kaj mu primanjkuje v tem trenutku za njega, da bi se on boljše počutil, ker če bi imel to, kaj bi bilo drugače in kako bi drugače odreagiral, reče primer, ne, manjka mi več samozavesti. Primer, ne, ok, tukaj vemo v resnici, kaj je. In v resnici gremo v neko določeno situacijo, v kateri imamo živ, v kateri se počuti, rečemo, samozavesten, ali v kateri rečemo zelo dobro v tem. Enostavno potem ta link od te samozavesti prenesemo na tisto drugo situacijo, v kateri je. Ker mi niti ne rabimo vedeti, kaj je. In ko se zgodi ta prehod, enostavno je lahko tudi to samo dovolj za njega. Tako da včasih niti ni potrebno, če podzavest ne pokaže, da bi se zgodila sprememba, ker samo v bistvu iščemo link, kaj on potrebuje v tem trenutku. Milton Erickson je sam lepo rekel, in to mi potrjuje tudi moje izkušnje z delom z drugimi in pa na sebi, ko sem delal, da v bistvu problem je samo naučena omejitev. Je samo naučena omejitev, ki se ne znajdemo ven iz nje. In potem probavamo vse živo razrešiti v glavi. In se še bolj zapleta človek. Še bolj zapletemo, tako je. To, kot sem rekel, naprimer, že takrat, ko so se pogovarjali, sem rekel, da v resnici tukaj matematični račun, dokler ga ne razumeš, enostavno lahko problem, ker tudi veš, kaj to prinese s sabo, ko boš reševal nalogo. Ampak enkrat, ko nekdo pokaže pot, ko dobite tisto, tukaj je trik, potem poslušaš muziko, plešeš, delaš račune in rešuješ. In zelo je podobno tukaj. Enostavno terapevt, spravim, kaj je odlika, je samo to, da enostavno ni terapevta, ki bi karkoli počel, ampak je enostavno samo prisotnost, ki posluša drugega človeka. In mene resnično zanima, zakaj imaš ti to težavo, si pa nima. To je vse. In to je moj statement za vsakega posameznika posebej. Ne opletam, ne govorim, kaj je prav za njega, kaj ni prav za njega. Ampak resnično poslušam in probavam ugotoviti, zakaj imam to težavo. In ko ga jaz probavam razumeti, je pri meni skreran mood, jaz pravim temu, ne pač občutek, enostavno, da vem, da je možno za njega, in enostavno to je ta transmission, ki se lahko prenaša na drugega klienta. Da on ima tudi to pričakovanje, da lahko v bistvu za njega se zaključi sam problem, zaradi katerega je pač prišel. Seveda vpliva. Ker če ni razčiščeno, enostavno pomeni, da se osebno opletamo v določene situacije, ker naprimer ljudje prihajajo z drugačnimi takšnimi problemi. In če nisi ti resnično potrjen, established, tako bi rekel, v svojem osebstvu, v svoji prisotnosti, enostavno te lahko na hiter njegov problem rata tvoj problem, rata osebno. In lahko začneš naprimer žalovati za njem, zdaj, ker to pač ni terapevtsko delo več, ne? Jaz tukaj želim enostavno pomagati človeku, da zaključi težavo za sebe. Ne da mu jaz zaključim, ampak da on zaključi za sebe. In tako da v bistvu bolj in bolj si ti čist, več greš ti lahko globoko kot terapevt, če rečem temu tako, globlji gre lahko klient, brez tega ni. Ker enostavno vedno, če jaz delujem samo po neki šabloni, kar mi je nekdo rekel, ali pa kako pač enostavno mogoče lahko pomagam 2 ali 3. Ker potem enostavno samo sem fokusiran v svoji glavi in nimam časa v bistvu poslušati nekoga, ker že prinesem zaključek na podlagi, kar mi je rekel, to imaš to, to je to. Enostavno ga ne poslušam več. Ga že v bistvu enostavno na njegovi podzavestni ravni ga omejujem. Ker če jaz prinesem zaključek, enostavno sem te energijsko že ustavil. Ne, sem odprt tukaj, povej, kar pride ven. Sem imel osebo, ki so sedela naprimer zraven mene, ki je bila zaprta, ki z nobenim ni hotela sploh govoriti. Enostavno sebe je presenetila, ko je sedela tle, odkje to prihaja, ko si to nekako kar tebi lahko zaupam, pa spomnem pa kar prihaja ven. In nič jaz nisem tle naredil. Enostavno je občutil po vsej verjetnosti, da je dovoljeno vse, karkoli je, in to v bistvu se emitira. Ampak svet tako ne deluje, ne? Zato tudi, ko se dobimo, kar rečejo, prijateljca mi je najboljši terapevt. Je super, če ima kdo to, da te nekdo lahko posluša. A veste, koliko ljudi samo razrešujejo s tem, samo ko govorijo, ker v bistvu,
ko govoriš enostavno, prihaja ti v zavedanje, vidiš lahko problem, lahko ga razrešiš in tako naprej. V bistvu jaz sem tukaj samo pravi prijatelj za nekoga, če me razumete, kot koncept. Samo pravi prijatelj, ki te resnično lahko posluša in enostavno te usmerja, da ti odkriješ za sebe in ti zaključiš problem za tebe. Za sebe. In to je cela modrost v tem, ker vsak ima svojo modrost v sebi. Ne morem jaz tebi dati nekaj, kar ti nimaš. Enostavno način sem drugačen od tebe. To je moje razumevanje. In resnično v bistvu je pristop popolnoma drugačen, kot ga imajo vsi terapevti danes. Mislim, v veliki večini, ne moram reči vsi, ampak v veliki večini. Ker delajo ti zaključke. Zaključke na podlagi Ker se določenih. dvigujejo nad svojega klienta. Tako. In ker so najbolj tudi osebno upleteni. Tako je. In dajo projekcijo, to je s tabo. Ne pomeni, če jih imel 100 problem s tem, da bo pa tam s tem. Ne, lahko je pa samo ena črna ovca. A me razumete? Čisto na kratko, pač z Modžijom sem se srečal leta 2013 v Indiji. Sem bil mesec pa pol, tam okrog enega meseca nekje, sem bil v bistvu tam, tudi z njim. Potem sem ga sledil nekaj časa in potem je moja pot šla tudi v druge smeri. Šolal sem se pa pri Elihu Jacksonu Beru, ki ima pa šolo Lila School of Awakening. In v bistvu šola temelji resnično na zbujanju. In tukaj sem v resnici videl moč hipnoze, če rečem, ali pa transa. Ker normalno, ker če je v bistvu bolečina za nas same ali pa rečemo osebno trpljenje, enostavno hočemo pobegati iz tega, zaradi tega začnemo iskati. Ker če bi bilo nam vse fajn, mi ne bi iskali. A ne da? Enostavno, jaz pravim, vedno bolečina ali pa pač trpljenje v bistvu nekako najboljši učitelj, zato ker te on požene na pot, da v bistvu nekaj moraš narediti drugače. Ampak slej ko prej lahko se hitro znajdemo v problemu, zato ker bežimo od tega in gremo naprimer v duhovnost, če rečem temu tako, in iščemo potem v resnici neko alternativo, samo da se ne bi odmaknili od tega. In potem lahko odbijamo denar od sebe, odbijamo vse to, kar nam v bistvu svet prinaša in predstavlja. Ker tudi to, kar je vse tukaj, je duhovno. Če nekaj rečemo, da ni duhovno, je potem v bistvu to ego rekel, da nekaj ni duhovno. Obstaja tukaj. In duhovnost kot koncept, jaz če rečem temu tako, v bistvu je kot lahko zdravilo ali pa trn. Eno in drugo, obe plati ima. In definitivno potem v bistvu jaz opažam, da seveda posegajo po drugih sferah in tako naprej, enostavno imajo določene izkušnje, ampak še vedno pa bežijo od bolečine, kar pomeni, da v bistvu ne sprejmejo tega svojega dela sebe. In to je trpljenje. To je še vedno trpljenje. Za mene resnična svoboda je mirnost uma in pa sreča vsakdanjega človeka. Ker vse, karkoli iščemo zato, da bi bili srečni. Ko gremo v bolečino ali pa v določen boleči dogodek in trenutek, pomeni to, da v bistvu znotraj tega obstaja neka lekcija, katero se nismo naučili. Ker to je v bistvu zelo velik stres na samega človeka. Podzavestni? Ja, seveda zavestni, podzavestni, samo ve, kaj počne, po domače povedano. Skrivamo ponavadi tisto, kar ne želimo, da bi drugi videli, ponavadi je bolečino. Ali pa rečemo, da naprimer, ne zvejo nekaj o nas, naprimer, kar v bistvu ne predstavlja v moji glavi mene, kot jaz sem ta in hočem, da me tako vidijo. V resnici se pa ne počutimo tako, ker v resnici pač definitivno smo lahko tudi podrti, smo lahko ne dovolj dobri, smo lahko tako in potem to v bistvu skrivamo s tem, da se kažemo navzven. To je že sama skrivnost. V bistvu skrivanje svoje identitete. Svojega ega, na nek način. Ampak jaz pravim, da enostavno, če hočeš resnico, moraš biti resničen, moraš vse na mizo. Vse za voljo resnice. Za voljo resnice vse treba biti povedano. Tudi to, da nisem dovolj dober, tudi da, ne vem, pač enostavno, karkoli si bo kdo mislil, I don't care. Jaz želim resnico. Za sebe in ne za druge. In tudi že govorijo, da resnica te bo osvobodila in je res tako. Ker se pravi, če nekdo pride sem in ga vprašam nekaj in mi se izmika vprašanju, enostavno mi ne želi povedati resnico.
v bistvu ali o sebi ne želi povedati, ker v bistvu skriva pred sabo, ker v bistvu je boleča stvar in ne želi iti tja. Tako je, ne? Jaz lahko govorim o svoji osebni izkušnji, edino to je. Pomeni, da v resnici vem, kako sem živel prej, ne? Ko si probaval biti nekaj, kar nisi, ne? In pa vem, kako je zdaj. In v bistvu razlika je zelo očitna, ne? Pomeni, da v smislu je takole. Je zelo večja, kako bi rekel, radost. Enostavno ne skrivaš določenih stvari, ker enostavno to ne zaznamuje tebe kot neko identiteto, identifikacijo. Me razumeš? Potem, na primer, tudi enostavno ne obsojaš več drugih in pa sebe zaradi določenih dogodkov in dogajanj, zato ker si popolnoma sprejel sebe takega, kot si. In ko sprejmeš sebe takega, kot si, pomeni, da sprejmeš dobre in slabe stvari. Enostavno se ne ukvarjaš več s tem. Pomeni, da je večji mir prisoten v tvojem vsakdanjem življenju. Govorim psihološko trpljenje, v bistvu tega ni. Če pa še vedno aktiramo in pač enostavno probavamo biti nekdo, kar nismo, samo da bi prikrili določen del sebe, ko ne želimo iti tja, je pa zelo veliko dela za narediti. Pomeni, da se vedno ukvarjamo s tem, vedno gledamo na to, enostavno je zelo v bistvu utežena energija. Bi rekel, vedno smo bolj zmatrani, ni te lahkobnosti. V samem človeku, v samem gibanju, v samem, ne vem, naprimer, tudi če nekoga srečaš, pa tudi če ga ne poznaš, cool frizura, razumeš, ne, da veš čevlje, razumeš, čist je lightness. Sploh veš, več ni tega, v bistvu vidiš nekako vse, bi rekel temu, mogoče bolj ne pozitivno, ampak osvobojeno. Osvobojeno. In v bistvu cel svet ti je potem dom. Ni več, to je samo moje, to je samo tvoje, enostavno je vse enost. To je spet nedualna perspektiva. Ker enostavno vse, karkoli se pojavlja iz tega in se nazaj vrne v to. Ko se enkrat začnemo zbujati, jaz rečem, in enostavno začnemo vse več in več pozornosti usmerjati navznoter. Enostavno ni potrebe več toliko, da bi hotel zvedati določenih stvari, da bi hotel se toliko in toliko naučiti. Enostavno začneš v bistvu ti biti svoja knjiga, ki jo bereš in pač odkrivaš. In enostavno je vse dan. Ne skrivaš ničesar več, enostavno vse ok, da pride ven. In da si ti prisoten s tem, da si ti v miru s tem. Enostavno ponovno ponavljam, nehaš projicirati več navzven, ampak enostavno začneš nekako, tu če se ti nekaj zgodi, v bistvu, kaj to pomeni za mene, s čem sem se jaz srečal. Enostavno ni več ta in ta je tak. Občutek krivde in pa občutek obsojanja zelo v veliki meri odpade, ko začnemo spoznavati sebe kot neomajno prisotnost sedanjega trenutka. Prvo, kar potrebujemo, je resnična želja za resnico. To je edino, brez tega ni nič. Glejte, čisto povem, moj oče, mama, noben ni bil na tej poti. Noben ga to ne zanima. Jaz rečem temu, sem bil outsider, za njih je bilo v začetku to smešno, ne vem, da sedim tam po 6 ur v meditaciji, naprimer ne pridem ven iz sobe ali pa po 3-4 ure, enostavno to je bilo njim, meni se mi to je izguba časa, po domač povedano. Ampak ta želja, ki sem jo jaz imel, to niti jaz nisem skregal, to sploh ne vem, odkje je to prišlo, po domač povedano. Ampak je blagoslov. Tisti, ki ima to željo, ki se porodi v njemu, je to zelo velik blagoslov. To ni nekaj, kar lahko skregamo. To je enostavno, se to zgodi ali se ne zgodi. Lahko začnemo to pridobivati počasi, naprimer lahko, da ker v bistvu, če že pride sem in je človek odprt do tega, enostavno vse bolj in bolj začne zaupati v sebi in v svoje sebstvo, v svoje odkrivanje in se začne vse bolj in bolj predati temu. In zelo ponavljam, je potrebno ta želja potem, za spremembo, za tem. Brez tega ni nič. Vsi demoni te hočejo nazaj povleči, če rečem temu tako. Kaj to pomeni v občutju? Kaj takrat doživljaš? V bistvu ne grem tja, nočem tja, rad bi šel stran, to ni to. Enostavno določene zgodbe se začnejo pojavljati. Hočete odvreči, odmakniti od tega čim prej. Tudi na terapiji se srečujem s tem. Enostavno nekateri tudi, ne vem, aliene lahko vidijo, ne vem, eni lahko, marsikim lahko naplete. V tistem trenutku. Ampak vse to je dobrodošlo. Vse to je dobrodošlo za njegovo osebno resnico. In tukaj se potem vidi v bistvu, koliko je kdo pripravljen. Se pravi, nazaj, če nekdo rekel, vmes je kar tržil, parkrat je rekel, sem hotel vstati na sred terapije, pa iti.
Sem rekel, ampak nisi. In kaj ga je zadržalo? Ta želja po resnici? Verjetno v bistvu že ta majhen premik, da je vedel, da je možno. Po vsej verjetnosti. Mislim, da se zbujamo kar. Da se zelo, zelo zbujamo. Zato tudi je toliko določenih stvari, toliko kaosa, po domač povedano. Ker v bistvu vsa ta prepričanja, pogojevanja, ki smo jih dobili, ki so bila opakirana, enostavno začnejo odpadati. In to se vedno nasmejim neki zgodbi, ki pride v bistvu na kontekst tega, kot na primer današnja mama, rečemo, dela potico in vedno pač odreže dva konca. Pa ono vpraša hčera, mama, zakaj odrežeš? Pa ne vem, tako me je mami naučila. Po redu gre do babice, vpraša, zakaj odrežeš? Pa ne vem, tako me je moja mami, pa gre do prababice, pa reče, ja, veš, smo imeli pekač premajhen. In tukaj se potem zgodi, kar pravijo bliss. Ko se v bistvu tvoj zavestni in tvoja podzavest enostavno odmakne, enostavno srečaš sebe v svojem osebstvu in se zgodi ta sreča, radost, neizmerna. To je v bistvu samo benefit, ko srečaš sebe. Vsaki mi spravim, veliko ljudi misli, da je ego tak, da se nekdo duva, pa hodi naokrog. To je v bistvu otroški ego, to je v bistvu meni zelo, tako bi rekel, interesanten ego, hočem reči. Je v bistvu tudi lažje se preda, lažje v bistvu lahko pride do neke svoje osebne svobode. Kot nekdo, ki je v depresiji, ko ima občutek krivde, občuti sramoto. To je the form of ego, ki je resnično zakorenjen in ima tudi najnižjo vibracijo. Meni se dogajajo stvari, hude, ta drama, katero ima okrog življenja. In to je ta bad trance, ki jaz pravim, ki se vedno potem znajde v njemu. Ni samo to, ker jaz sem izhajal samo iz nedualnosti na začetku in sem lahko samo govoril iz tega, če reče temu tako. Enostavno jaz samo pritegnil ljudi, sem lahko mogoče govoril s tistimi, ki so mogoče malo imeli majčken znanje o tem, ki so mogoče imeli določeno izkušnjo. Ampak ta del še z hipnoterapijo enostavno mi je prinesel celovitost, da lahko se resnično srečam z vsakim in poslušam, kaj si on želi. Mogoče si v tem trenutku želi samo mir, mogoče si v tem trenutku želi samo, da bi bil bolj samozavesten, mogoče si v tem trenutku želi samo, da bi se počutil mogoče v določeni situaciji entuziastičen. Konec koncev to ni pomembno. Ampak pomembno je vedno to, da v resnici potem vedno je spravno takole, da vedno mogoče zasadimo seme. In če to seme vzklije, ga potem lahko kasneje zanima še nekaj več. Da se resnično lahko preda in se osvobodi za vekomaj večne čase. Ker ego se bo pojavljal. Če nekdo reče, ubij ego. Ila je lepo rekel, eden od učiteljev je rekel, if you kill the ego, the killer will be left. Enostavno bo ta, ki ga je ubil, bo ostal, po domač povedano. Ego se bo vedno pojavljal, ampak tvoja pozornost bo enostavno vedno na tej svoji prisotnosti, ki je pač enostavno, ki se ne menja in nima v bistvu nobene informacije, ki niti s prstom ne moreš pokazati, kaj je v resnici. Ker enostavno, če iščemo samo to, da bi ubili ego, enostavno je trpljenje. Ker ti dokler si živ, dokler imaš telo, bo ego prisotno. Boš imel misli prisotne, se boš ukvarjal z drugimi, boš imel odnose in tako naprej. Vse to je zemlja, ne? To je zemlja. Vse to je zemlja, ja. In tukaj se vedno vrnem potem na tole varianto, ker rečejo na primer, pred razsvetljenjem so gore in reke resnične, med razsvetljenjem so neresnični, zato ker prehajamo v to sebstvo, v to nedualnost, ki nič resnično ni resnično, samo to, da jaz sem. Enostavno ne vem, kaj sem, ampak vem, da sem. Samo obstajam. In po razsvetljenju, enostavno, ko spet integracija zgodi, enostavno spet vrnemo nazaj v svet tak, kot je, in so spet gore in reke resnične. Čeprav veš, da niso resnične, znotraj sebe svojega dojemanja. Lep krog, lepa prispodoba. Tukaj se poti življenja. Aleks, hvala ti, mislim, da tukaj lahko zaključiva najin pogovor. Hvala ti, zelo zanimivo. Hvala tebi, Taja.